javno porabo in se pravzaprav to zdi na neki točki bolj kot ideologija. Jaz nisem seveda ekonomist, povzel sem Krugmana, ta podatek sem vzel zanimiv, bogatstva in blaginje leta 2008, ki pravi, družbena stiska je bila dosti manjša ob enaki količini proizvedene. Samo en malce demagoški odgovor, ki sem vedno še eno noto v tem vprašanju, to je efikasnost. Učinkovitost v deliberacijah in hitra udeležba v hitrem svetu. Jaz vem, da ni kompletnih odgovorov, sploh pa ne iz tabora, ki prav agresivno zagovarja in neposredno demokracijo in demokratični socializem. Ampak odgovor, ki smo ga danes slišali od grškega prijatelja zjutraj na FDV-ju, tega fanta iz Sirije, Janisa, na podobno vprašanje je bil, gledajte, nismo čisto na jasnem, da imamo popolnoma prav vsega, ampak se zavedamo, da absolutno moramo probati s tem receptom, ker očitno dosedanje recepture nekako ne dajajo pravega rezultata. Se zavedam, da je to demagoški odgovor in priprava na neki PR nekoč, ko se bo treba opravičevati za neuspehe, morda, ne? Ampak je nekaj tega pivotinga, rečejo v startupu svetu, te, ki gledajo košarko, in nekaj tega prilagajanja velikega plana spremembam okoliščin sproti. Najhujše je, ko ti pride eden in ti reče, kakšen bo svet v naslednjih 4 letih, ko bom vladal, ne glede na dejanske spremembe v tem svetu. In pol permasto ustraja. Tako da tu bomo morali še to malce verjetno pogledati, kako bomo dali dovolj fleksibilne plane in kako bomo ostali fleksibilni glede spremembe v okoliščinah, da se bomo jim prilagajali. Govori veliki ekonomist. Jaz mislim, da ni ekonomija nujno nekaj, kar nas transcendentalno določa od zunaj. In v tem smislu jaz res bila za to, da smo marksisti in da jo razumemo kot bazo. To pomeni kot tisto, kar na nek način lahko vendarle politično uravnavamo. In v tem smislu je za mene recimo to razmišljanje o tem, kako nas globalna ekonomija določa kot neka moč, ki je popolnoma izven dosega ljudi, skratka nek proces, v katerega smo zapleteni, ki je tako rekoč globalni družbeni proces presnove, ki ga ne moremo preseči več z nekimi človeškimi močmi. To, kar se nam kaže, je seveda točno zaradi tega, ker si ne drznemo o ekonomiji razmišljati kot o nečem, kar lahko predstavlja človeško bazo v smislu, bom rekla, tudi zelo elementarnega zadovoljevanja potreb. In če danes ljudje govorijo vstajniki, jaz mislim, o zahtevi po univerzalnem temeljnem dohodku, potem ne vem tudi, zakaj si ne drznejo postaviti vprašanja neke druge meje. To pomeni meje v smislu zamejevanja najvišjih dohodkov, kar meni se zdi, da je to ključen problem. Da pač na tem planetu nekateri ljudje oziroma nekatere skupine ljudi lahko zaslužijo tako nezaslišano dosti denarja in da, ki ga ne potrebujejo, sredstev za življenje pridobijo, ki jih ne potrebujejo, da je treba to pač postaviti pod vprašaj. Slovenija je majhna država in ima z tega stališča velike komparativne prednosti, tudi glede učinkovitosti neposredne demokracije, tako glede učinkovitosti neposredne demokracije, kot pri zastavljanju po moje takšnih vprašanj. In jaz ne vidim, kaj bi bilo narobe z določeno mero avtarkije tukaj, sploh v tej smeri, kot so kolegi že razmišljali. Ne vem, če to kaj pomaga, ali zgolj utopično, neomeščeno razmišljanje. Ja, zdaj, jaz se z enim delom te razprave zelo strinjam, pa mislim, da je samo načel oziroma izpostavil tiste avtorje, ki to zelo izpostavljajo, pa ne odločili. Očitno je, da je ena od avtoblokad funkcioniranja sodobnega
da tem svetu, če rečemo pogojno, zahodnem, katerem se tudi mi vrtimo, blazno povečanje neenakosti. In to privzeti, se s tem resno ukvarjati, zadeve premakniti, drugam to zadevno, je nekaj, kar je nujno. Še toliko bolj nujno zaradi tega, ker se mi zdi, da ima ta svet tudi še nek drug problem. Že tudi kar star gre skupaj z vprašanji BDP-jev in tako naprej, mi nimamo pomankanja na ravni tega, a zadost proizvedemo. Mi imamo blokado gibanja celotnega ciklusa, produkcije, distribucije in tako naprej. Tako da tu iskati skupaj s tistimi, ki to po svetu delajo, to namreč o tem danes razmišlja cel kup zelo resnih ljudi, ki zelo resno to delajo, bi že kazali. A lahko ob tem upeljujemo tudi vse druge mehanizme, te, o katerih ste vi govorili. Ne vem, mi smo probali, nažalost, jaz mislim, da neuspešno, da bi sicer vsaj kaj od tega preživeli, na nekem drugem področju s časovno banko in podobno. Odgovor je seveda da, ampak jaz pa ne verjamem, da to kar preprosto lahko zamenja tisti del tega, kar nos tudi tržna ekonomija v tem svetu. Zato jaz, na primer, če rečem zelo naravnost in zelo nepopularno, ne mislim, da je mogoče predstavniško demokracijo kar tako odkarkati, tudi ne mislim, da je mogoče tržno ekonomijo kar tako odkarkati, hkrati pa ne mislim, da kaže ali blokirati ali pa ne podpirati cel kup drugih iniciativ. A jih bomo lahko peljali on stran teh težav, ki jih zdaj imamo. Naprimer, zame eno največjih je problem brezposelnosti. Evropska unija se bo zbudila v naslednje leto še s 5 milijoni dodatno brezposelnih. Ne verjamem, da se bodo v tej točki zmotili tisti, ki to napovedujejo. Kam gremo? To zadevno je zelo veliko vprašanje in ni res, da na njega ni treba probati misliti. Treba ga je probati misliti z vseh različnih strani, zato da bi približno lahko šli naprej. Dve zelo kratki misli. Prva, glede tega odnosa politično, ekonomsko, kje vidim problem. Problem vidim v tem, da bi te bruselske elite, ki, ne samo bruselske, končno komisija zdaj zelo generalizirana, predvsem elite, ki podpirajo ideologijo Merklove, nas hočejo prepričati, da so njihovi odgovori, ki jih ponujajo nekako znanstveno, celo preverjeni, da so v bistvu edini pravilni in o tem tudi nočejo razprave. Po drugi strani pa praksa kaže, da ne delujejo. Smo v Grčiji v leta 2008 po UN indeksu 18. država najbolj razvita na svetu. Danes je na pragu humanitarne krize, če gledate število brezposelnih, revnih in tako naprej. Elite so veliko naredile za to, da so oropale to državo, ampak to ne pomeni seveda, da jo pa moramo zdaj spraviti na kolena. Recepti, ki jih ponuja Merklova, stvari imajo strašne redistributivne efekte, zato o tem mora potekati razprava. To ni stvar, ki bi se dalo zaračunati, kot se nekateri predstavljajo oblike tega fiskalnega pakta in neke formule, da bi za nekaj vstavili. O tem mora biti družbena razprava, to je prvi problem. Drugi pa, kar se tiče odnosa mi lahko, kaj ne. Jasno, da Slovenija seveda v Evropi šteje pač koliko šteje in da pač francoski minister finančni je pred dvema tednoma rekel, da pač ne bodo mogli do 3% prijeti in bodo pač rekli, v redu, bomo dali še eno leto. Ampak mi naredimo to, da že preden vprašamo, že sami obljubimo in bomo hitrejši. Tako. Zdaj, dokler bo ena sama Syriza v Grčiji nekaj, rekel, se zoprstavljala, potem bo toliko lažje delo za Merklov in za ko bo pa se pač ti začeli med seboj povezovati, potem bo seveda Bruselj imel toliko večje težave. Seveda vloga politika v Sloveniji je, da jasno pove, kje je, kar se tega tiče vprašanja. Ne pa, da se sklicuje na to, da je to edino nujno in možno. In tukaj seveda bo edino demokratična debata, ali bomo podprli takšne, ali bomo iskali druge. V tem trenutku je glavni problem v Sloveniji, da v bistvu nimamo alternative, ki bi nam povedala kaj drugega. Ta vlada, ki sedaj nastaja, to so eno redke stvari, ki sem poslušal, so povzeli praktično program
Janševe vlade pa so pa neko drugo razvojno oso. Mislim, da ne. Če tako nekaj rečem, tisto, kar smo slišali, ravno so tako reči, kooperative, delovska participacija. Mislim, da je točka zdaj tako, kooperative, delovska participacija, tisto, kar sem prebral v časopisih, predvsem pa, to, kar lahko rečem, prolongiranje javno-finančne konsolidacije, mislim, da je to ključnih motivov v to, ki treba biti korekten, to, kar preberem v povedu. Res so dogovorov, kako to narediti, to so kako reči. Samo neka železniška proga iz Devačke. To pa je pa seveda druga vprašanje. To je za vrhec, da je bolj resni program sestavljajo. Jaz sem tako razumela vaše vprašanje, da nazadnje seveda je ekonomika, vsak mora dobiti neki plače pa penziona. In mene zelo skrbi, jaz sem si predstavljala, da bomo lahko nekoga usmerili vso to ljudsko upor v to, da bo lahko mandatar, ki ga bomo, in sem zelo vesela, da je ženska, da bo lahko sestavil vlado iz vseh tistih, ki so najbolj sposobni v Sloveniji. Torej, da bomo prisilili stranke, da bodo nehale porivati svoje ljudi in da bo lahko mandatar si izbral ta boljšo ekipo, ki bo našla pot ven. Ker tudi, če zadružništvo mora biti v politiki nek konsens in je treba tudi nartja usmeriti, ker nobena stvar ne gre čist brez nič. Tako da, to vas sprašujem, vi, ki ste bolj aktivni v teh gibanjih, a lahko gremo, a lahko pomagamo tistim, ki res hočejo nekaj narediti, jaz zaenkrat čez miri verjamem, gospod, čeprav je poznati, a lahko pomagamo, da prisilimo stranke, mislim, da so se v Italiji tako stranke umaknile, da so dale možnost, da je prišla tehnična vlada, so pol fejs kritizirali, ampak da, ker bo treba hude reči narediti, jaz se najbolj tega bojim, da kaj bo, ko bodo ljudje nekega dne spoznali, da je ves ta njihov napor, ves ta upor, da ne vodi nikamor, kaj bo pa družba razpadla ali bo pa revolucija, ker pa zgre tiste, ki jo ne začnejo. To je najslabša varianta. Hvala, zdaj bi Boro zaprosil, ki ima pripravljeno vprašanje. A pa ne boste na prvega odgovorili? Jaz ne znam, prosim pa, kolega, da ne bi slučajno misli, da... Ok, se tudi tvoj odgovor. Jaz se opravičujem, ampak jaz vašega vprašanja nisem razumela. Lahko še enkrat razložim. Lahko še enkrat razložim. Prosim, ja. Bom bolj jasno. Nihče se ne vpraša, ali bo zopet parlament tisti, ki bo odločal, a sme Ankaran se odcepati od Kopra, ali se ne sme. Lokalna iniciativa, tisto, kar je treba upočerati v... Ni samo to lokalna iniciativa, to se nanaša na celotno substanco oblasti. To je samo en majhen primer, kako se nihče v to ne spusti. Vsak pač, ali levica ali desnica, ko se enkrat ustoliči na oblasti, vzame v celoti. Rajše kakšen davek doda. Kje je potem prostor za samoupravo, za samoorganiziranost? Da ne govorim o tem, da se pač vsaka samoorganiziranost rak prostor, ki ga pa v Sloveniji ni. Del tega, kar... Vem, da je del, ampak to se... bilo mogoče zaznati, to sem, zdaj, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem naredil eno kako kratek pregled tega, tudi to, kar naj bi ponudila nova vlada, ne vem, če ima tudi mehanizm za to. Ampak zanesljivo se je v tem znašla iniciativa o delavskih kooperativah, o stanovanjskih zadrugah, eksplicitno je bilo rečeno prolongacija javno-finančne konsolidacije, ne na račun javnega sektorja, pač pa, ampak kot rečeno, to je napisano, ali bo to izgledano, ampak toliko, da smo korektni v tem, kar je bilo rečeno, ravno najbrže v očitku, da ne bi zapadli pod schemo menjate samo sedeže in nič drugega. Zdaj, ali je to potem tudi resna zaveza k temu? To je pa drugo vprašanje, ampak da smo natančni. Vprašanje te mikro, demokracije. Ni to vprašanje mikrodemokracije, če sem čist natančen, resnic ni vprašanje. To je vprašanje makrodemokracije, ker v bistvu se vse zreducira na to, da večina diktira manjšini. Tudi, jaz bom rekel, institut človekovih pravic je 10-krat premalo, da bi se lahko, ker je edin zaščiten, drugače pa večina odloča vse. In ta inštitut je tako skromen.
tako bedno, v bistvu vsi tudi že na mnogih koncih berejo, da Inštitut človekovih pravic ne podpira skupnost. V bistvu skupnost v človekovih pravicah v tisti deklaraciji praktično ni zaščitena, nikjer. In ta substanca oblasti se nanaša ravno na to, da večina lahko sterorizira in v bistvu v tem trenutku mi lahko sanjamo v kooperativah, ampak ker v Radovljic probajo zemljo dati, jo ne morajo, ker jo imajo kmetje v trajni najem in tako dalje. Mislim, to posega, ne posega samo v ustavo, posega v same človekove pravice, v to listino. Odloča oligarhija, se ne odloča večina, koliko gre pa na volitve. Ampak tudi če večina odloča, v bistvu v primeru... Odloča večina tistih, ki pridejo na volitve. Kdo jih ima po rokah, ne odloča... Očitno ne razumete vprašanja in to je del problema. Goraz, mogoče pa ima Goraz idejo. Čakam pa že 15 minut. Moja intervencija se v bistvu je povezana s tem, o čemer ste vi govorili, pa Mateja Kožuh-Novak, predvsem pa naslavlja to problem, ki ga je čisto na koncu enega od svojih nagovorov izpostavlja Sonja Logar. Namreč gre za problem velike koncentracije moči v rokah vodstev političnih strank, ki so tako rekoč večna. In ta koncentracija moči je tolikšna, da pravzaprav presega celo tisto ustavno, idealno ločitev oblasti na več vej. Prosil bi vas pa naslednje. Če skušate pokomentirati predlog, ki sem ga objavil v nekem članku, ta predlog je lahko dokaj drzen, krut, morda na robu obstoječega ustavnega reda, skuša pa vnesti z nekim sistemskim ukrepom prepih v politične stranke same. In sicer gre za ta